Lep pozdrav, spoštovano občinstvo. Na slovenski obali se bo odvila druga tekma 24. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Na Bonifiki se bosta pomirila šestouvrščeni Koper in Radomlje, ki so še vedno z 9 točkami prikovane na dno prvenstvene razpredelnice. Jasno je, komu danes pripada vloga favorita, to je domači zasedbi, kajti Koper je zelo dobro pričel spomladanski del prvenstva na 2 tekmah, 4 osvojene točke, najprej doma remi proti Celju, ko je bil rezultat 1-1, no minulo soboto pa so Koprčani presenetili Domžale v gosteh, slavili z 1-0, no Radomlje pa po 2 tekmah v spomladanskem delu prvenstva zničilo, najprej poraz v derbiju Začelja doma proti Aluminiju z 0-3, potem pa poraz še v prejšnjem krogu v celjski Areni Petrol, ko je bil Volaš mož odločitve in Radomlje so tekmo izgubile z 0-1. Andrej Jašič, zdaj dobra podaja proti Pučku, tu je priložnost in odlična obramba Aljaža Ivačiča. Podaja Ibričiča, odbija vratar Ivačič in zadetek Koprčanov 1-0, torej zadev pa je Daniel Pranič, prvi zadetek nekdanjega dolgoletnega hrvaškega reprezentanta na slovenski nogometni sceni. Všečna igra v teh trenutkih, Radomelj, no dober strel in gol, 1-1, to pa je bil pravi Eurogol Josipa Baliča, ki je presenetil Marjana Antoloviča. 1-1, močan natančen strel, ki je presenetil vratarja Kopra Antoloviča. Še enkrat Josip Balič poizkusil z neposrednim strelom. Pranič se je odločil za podajo pred vrata, Ivačič žogo pošilja proč, pa zdaj pri njej Pekjuson. Spremlja ga Balič, Pekjuson, lepa poteza Ganca in 2-1. 2-1, mojstrsko je zdaj zadev še Pekjuson. Tretji gol za mladega Ganca in Koper spet vodi. Matic Palk, lepa poteza Palka, ki še naprej preigrava. Pa Ibričič se je odločil za strel, to da mimo vrat. Ali bomo še videli kakšno priložnost, mora biti v tem prvem delu tekme. Dolga podaja Ivačiča, tu je zdaj priložnost za izenačenje. To da ni uspel zadeti Domen Jugovar. Potem je na pomoč pritekel še Marinšek, tu je Cerar. In pa še en močan strel Baliča, tokrat pa ni zadev okvir vratna. In pa Pranič, lepa poteza Praniča, ki je preigral Kramariča. Pranič, Andrej Jašič strelja in brani Ivačič. Podajale za Mirka Kramariča. Ibričič, Pekjuson, tu je morda priložnost za Koper, Pekjuson zadeva za 3-1. Takoj se je videlo, da ima tu Pekjuson dovolj prostora, ki ga je mladi Ganec ponovno odlično izkoristil. Drugi gol na tekmi za Pekjusona. Cerar. Koprčani zdaj prepuščajo pobudo nasprotniku, tu je Balič, spet priložnost za strel Baliča, mimo vrat je sprožil, ki obali v slabi luči, imele so nekaj lepih priložnosti, zdaj lepo Pekjuson, tu je Pučko je sprožil za 4-1. Zadetek Pučka, torej po 16. krogu, četrti gol 23-letnega nogometaša. Torej Koper bo vknjižil 9. zmago, ostaja neporažen v spomladanskem delu prvenstva, izenačen zdaj z Gorico na 4. mestu, 34 točki. Ja se uvijek ovakvih utakmica bojim, moram priznati. Ja se bojim iz razloga što moja momčad nije kvalitetnija, nego reakcija igrača može biti kontraproduktivna nakon onako važne pobjede u Domžalama, ali danas je momčad odreagirala fantastično. To je ono što smo htjeli.
Htjeli smo kontinuitet, mi smo sada tek na početku, ništa nismo napravili, ništa mi danas nismo napravili, za mene je to očekivana pobjeda, ali mi je strahovito bitno radi igrača, jer su sad valjda sami sebi uvjerili da može, međutim može i samo ako smo svi zajedno i ako je angažman ovakav kakav je bio u Domžalama i danas. Premalo ispred prosjega razloga, jer Kopar je bolj iskušena, bolj kakovostno moštvo, kot smo to mi. To se po sebi videlo pri tistih izrazitih priložnosti, ki mi nismo dosegali zadetke, oni pa iz skoraj nemogućih situacij, velemajsterskih 5 zadetkov, popolnoma zaslužena zmaga Kopra. Mislim da su tudi gledalci danas uživali u dobri nogometni predstavi.